Danes v Pomurskem dnevniku vzpostavitev podeželske kolesarske verige. Dražje bučno olje. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V občinah Beltinci in Turnišče so v sklopu Evropskega tedna mobilnosti pripravili številne športne aktivnosti za vse generacije. Med drugim so organizirali dan brez avtomobila ter športne igre, namenu pa so predali tudi nova kolesa iz projekta Kolesarska veriga na podeželju, ki so zdaj že na voljo za izposojo. Pa si poglejmo. Projekt Kolesarska veriga na podeželju je nastal v sklopu 11 slovenskih projektov LAS. S pomočjo tega projekta se je uvedlo in nadgradilo kolektivne kolesarske sisteme na območju 32 občin v Sloveniji. Med te občine po novem spadajo tudi občine Velika Polana, Turnišče in Beltinci, ki odslej ponujajo brezplačna kolesa za izposojo. Namen samega projekta je pa vzpostavitev mreže za izposojo koles. Kajti občine so v okviru tega projekta nabavile postajo za kolesa ter pa 5 koles, tako električna kot pa navadna. In dolgoročni cilj projekta je, da bi po celotni Sloveniji vzpostavili en enoten sistem izposoje. Se pravi, recimo, da si tu v Beltincih registrirate, izposodite kolo in kolo lahko naprimer v Kranju vrnete. S certificiranjem kolesarjem prijaznih ponudnikov, izobraževanjem o uporabi električnih koles ter prenosom dobrih praks med območji LAS se bo zavedanje in ponudba za kolesarje tudi na teh območjih dvignila na višjo raven. To pa bo vplivalo tudi na povečanje trajnostnih oblik kolesarskega turizma, nova delovna mesta in hkrati zmanjšalo vpliv na okolje ter povečalo rabo učinkovite energije. Je kolesarstvo zelo v trendu, tudi generalno gledano, ogromno kot turistov se odloča, da nekako se s kolesi podaja po našem lepem Prekmurju, Pomurju. In zato smo nekako jasno in glasno pristopili k temu projektu skupaj z ostalimi občinami in tudi veseli smo, da smo v letošnjem letu predali svojemu namenu tudi v Beltincih kolesarnico s kolesi in verjamem, da bo ta zgodba zaživela še bolj, kot že itak živi. Na vzpostavitev nove kolesarske verige so v občinah Beltinci in Turnišče izredno ponosni, saj je kolesarstvo v Sloveniji zelo priljubljeno, s povezovanjem med občinami in brezplačnimi kolesi pa lahko še bolj prispevamo k brezogljični družbi ter promociji turizma na podeželju. Nekako je tudi to pomembno za samo promocijo občine, kot tudi turizma v občini, nekako tudi lokacija samega parkirišča, se pravi, kje se da izposoditi kolesa, je nekako sovpada z največjo turistično znamenitostjo občine Turnišče, to je cerkev Marija Nebuzete, in nekako potem tudi samo parkirišče, kjer je tudi dejansko polnilnica za električne avtomobile, daje nadgradnjo temu celotnemu projektu, se pravi ta kolesarska veriga na podeželju z izposojo koles tukaj pred našo staro cerkvijo. Kolesarske postaje z električnimi in navadnimi kolesi lahko tako odslej najdete v Beltincih pred občinsko stavbo ter v Turnišču poleg cerkve. Poleg vzpostavitve kolesarske verige pa so v sklopu tedna mobilnosti v obeh občinah pripravili tudi ostale športne aktivnosti. Kar se tiče tega ETM-ja, se pravi Evropskega tedna mobilnosti, smo že včeraj imeli dogodek organiziran skupaj z vrtcem, ker so nas najmlajši najprej seveda pozdravili na način, da so skupaj starši prišli brez avtomobilov, se pravi s čim več tistimi prevoznimi sredstvi, ki nekako ne onesnažujejo zraka, torej da prispevamo k zdravemu in varnemu okolju. Danes pa je dejansko zelo pestro tukaj, vidite sami, osnovna šola se je maksimalno angažirala, tudi vrtec je ponovno prišel s svojimi skupinami. Veseli pa dejstvo, da je nekako ta dogodek obarvan medgeneracijsko, pridružili so se nam tudi Dimeki, pridružili so se tudi tisti najstarejši iz doma za ostarele, z vsak svojo seveda dejavnostjo, ki jo prezentirajo, in to je tisto, kar daje temu dogodku še poseben čar, da se torej res zavedamo tega, da je potrebno razmišljati bistveno drugače, torej predvsem pa, da je potrebno razmišljati, da bomo res brezogljična družba čim prej. Evropskemu tednu mobilnosti se lahko še nekaj dni pridružite tudi sami, tako da izberete enega izmed trajnostnih načinov mobilnosti in prispevate k bolj trajnostni družbi.
Mnogi kmetje zaradi slabih pogojev za rast letos opozarjajo na manjše pridelke. Z dobro letino pa se lahko pohvalijo pridelovalci buč, ki letos ponekod dosegajo celo rekordno število buč. Kljub temu pa zaradi višjih stroškov pridelave oljarji napovedujejo višje cene bučnega olja. Nekateri kmetje na severovzhodu Slovenije so letos zadovoljni z visokimi pridelki buč. Letina se je na presenečenje mnogih izkazala za izredno dobro. Letos je bilo več, kot smo imeli pred 5 letami, je bilo dosti več buč. Zdaj pa bomo videli, kako bo pa bolj gratalo, pa ne vemo. Čeprav je bilo vreme letos nenaklonjeno poljedelcem, se je kombinacija suše in dežja za pridelavo buč izkazala za zelo ugodno. Ponekod so pridelki rekordni, celo tako, da ne more noben verjeti, da je možno na 1 hektarju toliko bučnega semena pridelati. Tudi sama kakovost vizualna je izredno dobra. Zdaj, koliko ima pa maščobe v sebi, to bo pa potem še čas pokazal, ko bomo začeli iz teh letošnjih semen stiskati olja. Kljub temu, da so buče polne semen, pa kmetijski svetovalci opozarjajo na možnost, da bodo semena zaradi vremenskih vplivov slabše kvalitete. Dejansko bo verjetno slaba kvaliteta, to se bojim potem, ko bodo hteli olje stiskati, ker je obarvanost bo slaba, tele pečke so majhne, govorimo o oljni buči, ne. Tisti, ki so pa namakali, ampak oljni buč žal zelo malo namakajo, medtem ko jedilne buče pa so namakali, tisti so pa imeli krasen pridelek, seveda. S pridelavo buč je sicer veliko dela. Kmetje pa pri tem seštevajo tudi višje stroške, ki jih morajo letos upoštevati. Višje cene stroškov prevoza, gnojil in energentov so tako poskrbele za polovico višjo ceno pridelave. Da se je dušik celo za 10-krat podražil ponekod, ne. Dušik sicer ni ta glavni faktor pri bučah, to je res, pravi gnojilo z dušika. Nafta, vsi vemo, koliko se je podražila, ne. Tako da, jaz bi rekla, kar za 50% se je zanesljivo povečala pridelava. Oljarji zato že napovedujejo tudi višje cene bučnega olja. Kot ocenjujejo v oljarni Kocbek, bo liter bučnega olja letos v trgovinah dražji za okoli 3 do 4 evre. Steklenice so se v letošnjem letu podražile že skoraj za 100%. Večina oljarn kuri ali na kurilno olje ali na plin, nekateri tudi na drva, ampak tega je zelo malo. Se pravi, vsi ti energenti so se blazno podražili, potem elektrika je potrebna, tudi to se je blazno podražilo, delovna sila. Bučno olje je sicer tudi eno izmed 5 sezonskih izdelkov, ki je bilo uvrščeno v primerjalnik cen živil na portalu Naša superhrana. Pomurski policisti so na območju upravne enote Ljutomer prostost odvzeli 58-letnikov, ki je gojil večji nasad prepovedane droge. Pri njem so našli tudi 40 000 evrov. Policisti policijske postaje Ljutomer in kriminalisti policijske uprave Murska Sobota so skupaj z vodnikom službenega psa za odkrivanje prepovedanih substanc v nedeljo 18. septembra prijeli 58-letnika, osumljenega, da je v bližini reke Mure na območju upravne enote Ljutomer gojil večjo količino prepovedane droge. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja. Ugotovljeno je bilo, da je osumljenec v nasadu gojil večje število sadik konoplje, zato mu je bila odvzeta prostost. Murskosoboški policisti so sporočili, da je bila pri osumljencu opravljena tudi hišna preiskava, med katero so našli in zasegli večjo količino snovi za pridelavo hašiševega olja. Poleg tega so odkrili tudi precejšnjo vsoto denarja. Zasegli so približno 40 000 evrov, ki naj bi si jih osumljenec pridobil s prodajo prepovedane droge. 58-letnik se je v preteklosti že znašel pred sodnikom. Za to vrstno dejanje je bil namreč že pravnomočno obsojen, zato mu je bil odrejen pripor. Iščete delo? V Pomurju iščejo računalnikarja, vzdrževalca, lesarskega delavca in celo upravljalca bowling centra. Več o prostih delovnih mestih v Pomurju pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričku namerili 11, v Radencih in Murski Soboti 12, v Lendavi pa 13 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Po nekaterih nižinah se bo pojavila jutranja megla. Zjutraj bo hladno. Jutranje temperature bodo od -1 do 6,
ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 16 do 21 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 4, dnevne pa od 18 do 19 stopinj Celzija. V soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in razširil na vso Slovenijo. V nedeljo bo oblačno in deževno, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 4 do 12, čez dan pa od 15 do 22 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvedeja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.